galeriji Kurna je na ogled razstava Metke Krašovec z naslovom Vdanost, Acceptance. Gre za slike, ki prihajajo iz zapuščine, se pravi gre za dediščino. Sem jih jaz našel pri njej doma oziroma v ateljeju na Bledu, kjer jih je bilo večina od njih tudi naslikanih. Gre za drugo razstavo v tem ciklu predstavljanja del Metke Krašovec. Prva razstava je bila tako imenovano Rdeče obdobje med srečo in žalostjo lansko leto v galeriji Kurna. Zdaj letos je pač ta in ta razstava obsega pregled njenih del od leta 1986 do njenih zadnjih del. Se pravi, 2016 gre za obdobje 30 let in zato je na tej razstavi prehajamo skozi različne cikle njenega ustvarjanja. Na tej razstavi so predstavljena dela, določena dela, ki so pač prvič predstavljena in se pravi, niso bila še nikoli nikjer predstavljena in so pač tudi dela, ki so bila pač že na večjih drugih razstavah. Zdaj, nekatera dela pač so spet nepodpisana in mogoče tudi nedokončana. Vzel sem si to svobodo, da jih predstavim, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da so pač v nekem pogledu so vseeno tako zaključena in celovita, da pač ne motijo in ne zmanjšujejo njene pomembnosti v njenem opusu ali pa v njenem slikarstvu ta dela. Predvsem se mi je zdel zanimiv zaradi tega, ker pač gre za nek ustvarjalni proces, skozi katerega pač umetnik neprestano hodi in se na nek način sooča s problemi in glede na to, da je bila Metka Krašovec je živela na nek način za slikarstvo, se mi zdi pomembno, da se pač pokaže čim več njenih del, ki so pač še ostala in ki jih bomo mogoče verjetno videli na tej razstavi tudi zadnjič. Najstarejše delo je slika Ajde, ki je stilno precej drugačna od vseh ostalih, namreč to je edina slika, ki je še iz njenega drugega cikla, rečemo temu cikla 80 let, ko je nanjo vplivala nova podoba, italijanski umetniki, kot so Cucchi Clemente, Palladino in tako naprej. In se mi zdi, da je na tej sliki je pač ta portret te deklice Ajde, ki jo je ona srečala na teh njenih potovanjih po Južni Ameriki in ki jo je pač fotografirala, ampak potem na tej fotografiji, ko je pač razvila film, ko se je vrnila domov, pač je bila črna, ne, in je potem pač po spominu naredila ta obraz. Gre tudi za neke vrste za začetek teh njenih obrazov, ki so potem sledili, ampak če se vrnem še na to sliko Ajde iz 80 let, je za Metko ne moremo, jo zelo težko pozicioniramo v kjerkoli izem. Vedno je nekako štrlela ven, ne. Ravno tako so imeli teoretiki z njo ali pa umetnostni zgodovinarji težavo z njenim plasiranjem njenih del in ravno tako je tudi ona sama sebe dojemala kot neka napaka v pač razvoju likovne umetnosti v Sloveniji v 20. stoletju. Ampak tle se mi zdi, da v tej sliki Ajde se ona pač na nek način še vseeno najbolj približa nekemu izmu, a ne, ideji teh začetek postmodernizma v 80 letih in tako naprej. Tako da tle je še ta občutek prisoten, medtem ko se potem v vseh ostalih delih stvari spremenijo. Seveda po tem obrazu so začeli prihajati drugi obrazi, na začetku so bili manjši ti obrazi, na kar so se postopoma te
obrazi večali in se je pač krajina manjšala. Značilno za to serijo ali pa za ta cikel slik je bilo to pač, da je bila nek horizont, je bilo morje in potem pač je to morje pač reflektiralo odboje in prišle so te tako imenovane podobe noter. Ona jih imenuje prisotnosti, to niso portreti. Naredila je samo 3 portrete, to je bila pač hči Tomaža Šalamuna, Ana Šalamun, to je bil en portret, ki ga je naredila, potem drug portret je bil ene deklice, ki jo je poznala, ki je bilo ime Suzana, in ta tretji portret je pravzaprav bil povezan z prihodom Anine hčere oziroma Tomažove vnukinje Tomaža Šalamuna, to je pa Klara. V 90-ih so potem te prisotnosti, te obrazi na nek način dominirali, so prišli do vrhunca. To je tudi obdobje, kjer lahko rečemo, da gre za vrhunec njenega likovnega ustvarjanja. To je tudi obdobje, kjer je bila pač ona v življenju, kakor sama pravi, najbolj srečna in najbolj na nek način zadovoljna, izpolnjena in tako naprej. In vsi ti obrazi so na nek način rezultat tega časa in tega njenega ustvarjanja. Konec 90-ih let se začne nov cikel, obrazi se začnejo, oziroma te prisotnosti se začnejo manjšati in v slike stopijo ciprese, se pravi ta mediteranski moment se začne dogajati in te ciprese se nekako začnejo organizirati v neke labirinte. Istočasno se mi zdi, da je nek občutek neoklasicizma se začne dogajati v teh slikah in do leta 2001, ko se rodi Klara, Tomažova vnukinja, in Metka začne slikati njeno odraščanje skozi različne faze. In to njo zelo zaznamuje, ker pač skozi to deklico tudi ona na nek način podoživlja svoje otroštvo. Tako da to je bilo potem to obdobje, ki se zaključi in potem pridejo pač spet te, kako bi rekel, krajine. Mogoče je značilno krajine po eni strani Sredozemska morja in po drugi strani pride tudi Brazilija. Brazilija je bila pač del, kamor je pač hodila ona na obisk moji babici in pravzaprav so te podobe brazilskega morja in teh neskončnih plaž nanjo toliko vplivale, da je potem cela serija teh brazilskih morij sledili iz tega. Ona sama pravi, da je sicer veliko tudi fotografirala, ampak njeni zapiski iz vseh teh potovanj, bistveno teh zapiskov je, da je vedno pisala si, kakšna je bila svetloba in pa kakšne barve so bile. Se pravi, to sta bile dve ključne informacije za njeno slikanje potem, ko je to pač bila nazaj doma na Bledu in je pač sedela pred praznim platnom in je nabirala pač te ideje. Tako da se mi zdi, da je bilo to en tak zanimiv moment, da je bila svetloba in pa barvna struktura barv mogoče najbolj pomembna za njeno ustvarjanje. Veliko bolj kot mogoče sama kompozicija ali pa motiv. Ena stvar je tudi značilna zanjo, da se te osebe, ki so na teh njenih slikah, nekako nikoli med sabo ne gledajo, ni dialoga med njimi, ampak nekako vzpostavljajo dialog z gledalcem. In na tej razstavi sem opazil, da ljudje, in to je prva razstava, ki se je to zgodilo, da so tudi po 1 uro noter in gledajo te slike. Ljudje pridejo in grejo enkrat skozi in grejo drugič skozi in ostanejo in med
meditirajo in se prepuščajo tem slikam in me je skozi matralo, kaj bi to lahko bilo. In edina stvar, ki se mi je zdela mogoče taka zanimiva interpretacija vsega tega je, da se mi zdi, da lepota ravno v teh slikah naredi neke vrste ta vezni člen, da ti lahko sprostiš to pot, ki jo rabiš, zato da stopiš v to sliko in da čeprav je ne razumeš, jo lahko na nek način začutiš in da lahko začneš uživati pravzaprav v svoji domišljiji. Namreč človek, ki gleda te slike, pravzaprav ne gleda slik, ampak gleda sebe, ne. Delujejo umirjeno, delujejo mogoče za nekatere melanholično, za nekatere eterično, ampak bistveno je to, da se človek sprosti in da pravzaprav ta moment domišljije se avtomatično vključi in potem začneš na nek način fantazirati. Fantaziraš v lastnih možganih in je nek fin občutek potovanja po lastnih občutkih, po lastnih izkušnjah. Gre za nek abstrakten občutek enega odklopa iz realnega sveta, mogoče tudi neke vrste nek eskapizem in se mi zdi, da je to v današnjem hiperprodukcijsko in perfektnem času podob, kjer je pač vse perfektno narejeno, ta človeški moment, ki ga te slike in ta metafizika, ki omogoča, da se pač na nek način umirimo, sprostimo in prepustimo, največ, kar pač lahko sploh likovna umetnost še ponudi človeštvu, se mi zdi. Zdaj, dve sliki na razstavi, to sta te dve zeleni sliki, sta prvič pokazane, pravzaprav sta drugič pokazane, prvič sta bile leta 2020 pokazane na razstavi Zeleni res. Pomembne se mi zdita zaradi tega, ker nosita neko diametralnost v odnosu do vseh ostalih slik. Prvič zaradi tega, ker je Metka, na primer, je imela, se mi zdi zelo zanimiv, pač cel življenje je slikala na Bledu, ampak Bled, Gorenjska in tista pokrajina okolje nikoli ni inspirirala, da bi delala pač motive iz teh lokacij. Ampak v teh dveh slikah se mi zdi pač, da so neke lokacije, neka mesta, ki bi lahko spominjala na neke gorenjske predele. Drug element se mi je zdel zanimiv, je ta, da so prvič te slike nekako zaprte. Se pravi, prej je bil vedno nebo, so bili oblaki, je vedno dihal, tle pač vse, kar je ostala ta voda, neka tišina te vode, ker je nekako povezano verjetno tudi s tem, da je pač ena na nek način omaž Tomažu Šalamonu. Nastala je namreč 1 leto po njegovi smrti in to je bil tudi čas, ko je Metka prišla, me je pač enkrat obiskala in je rekla, kako zelo pogreša Tomaža. Meni je bilo to zelo zanimivo, namreč njun odnos je bil v tem kreativnem smislu je bil tak, da Metka in Tomaž se nista inspirirala iz umetnin drug drugega, se pravi, Metka se ni inspirirala toliko iz Tomaževih pesmi in Tomaž se ni toliko inspiriral iz Metkinih slik. Medtem ko je bil zelo pomemben Tomaž Šalamon predvsem za njeno, kako bi rekel, mentalno odpiranje, za pogum, za spodbudo, za njene korake v umetniškem ustvarjanju. In to, kar je imel Tomaž Šalamon, neko neverjetno sposobnost, je to, da je ustvarjalcem, nam je vsem odprl ta pogled. Se pravi, razširil nam je te plašnice, da smo videli, da je pač ta ribnik bistveno večji, da se da iz tega veliko več
poiskati stvari, ki nas lahko ponovno inspirirajo, ne, se pravi, vse tiste zidove je porušil, za katere pa smo mislili, da jih ne bomo nikoli znali ne videti čez in tako naprej. In ko se ti to kot ustvarjalcu zgodi, je to na nek način neprecenljivo, zaradi tega, ker in v tem smislu mislim, da je bil za Metko ključnega pomena za njeno ustvarjanje, za njen razvoj, za njen pogum, za to, da je pač naredila vse tiste stvari in korake, ki jih je pač si upala potem v svojem slikarstvu pač narediti, ne. No in namesto figur, ne, v teh slikah nastopajo ptički, ne, ki pa spet po moje na nek način si jaz upam si to interpretirati, seveda individualno, da gre za duše, duhove pač Tomaža Šalamuna, mogoče nje. Na nek način neko soočenje in sprijaznjenje z neko končnostjo. To se mi zdi ta glavna stvar, no. Metka Krašec je prva slikarka, ki je učila slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost. In kakor sem jaz lahko videl, je bila tudi prva slikarka, umetnica oziroma slikarka, ki je pač imela pregledno razstavo v Moderni galeriji, žal šele leta 2012. Bila je, kako bi rekel, ena posebna oseba, ki je s svojim ustvarjanjem in seveda pač tudi za vse nas, ki smo jo poznali in smo bili z njo prijateljevali, neka svetla in prijetna oseba, ki je pač imela rada življenje in imela tudi rada pač, kako bi rekel, ta svet umetnosti, za katerega je pravzaprav cel življenje se mu posvetila in ga živela, in zaradi tega jaz mislim, je in vedno bo ostala ena najpomembnejših slikark, slovenskih slikark 20. stoletja.